Lambdonski črv. Lord Lambdon je bil prijazen starček. Živel je v Lambdonskem dvorcu v Angliji. Mimo vrat njegovega gradu je tekla globoka in široka reka Wear. Sin starega lorda je bil le mladenič. Ob nedeljah zjutraj je hodil ribarit k reki, namesto da bi šel v cerkev kot drugi ljudje. Neke nedelje je ves dan ribaril, a ni ničesar ujel. Še majhnih rib ni bilo, kaj šele velikih. Mladi Lambdon je postajal vse bolj čemeren. Kričal je, vpil in poskakoval od besa. Mahoma pa se je vrvica napela. Končno riba, je pomislil mladenič. Upam, da je velika. Toda, ko jo je potegnil iz vode, se je skazalo, da sploh ni riba. Pred njim je bil velikanski rožnat in spolzek črv. Prav tedaj pa je prišel mimo star možakar. Ta črv bo še povzročal preglavice, je rekel. Vendar ga moraš obdržati, ne spuščaj ga nazaj v reko. Potem je starček odšel. Mladi Lambdon si je belil glavo, kaj naj stori z velikanskim črvom. Izvlekel mu je trnek iz ust, nato ga je dvignil in vrgel v globok vodnjak. Lepega dne pa je črv prilezel iz vodnjaka. In bil je še bolj velikanski. Zlezel je navzdol po hribu in zdrsnil v reko. Tam se je uvil okoli velike skale, se udobno namestil in trdno zaspal. Včasih je prilezel iz reke. Po okoliških poljih je preganjal krave in plašil ljudi, ki so živeli v bližnji vasi. Mladi Lambdon ni vedel, kaj naj stori. Krivdo za to strašno nadlogo je pripisoval le sebi. Poslovil se je od očeta in se napotil v sveto deželo, da bi si izprosil Božje odpuščanje. Tam je vsak dan kliče molil, da bi črv izginil in prenehal nadlegovati njegovega očeta. Črv pa seveda ni izginil. Kmalu si ljudje skoraj da niso več upali iz hiš, pošasti so prinašali mleko, da bi bila zadovoljna. Veliko korito so ji sleherni dan do vrha napolnili z mlekom, črv pa je vsak dan prihajal in ga lokal, dokler korita ni izpraznil. Včasih pa so bili ljudje preveč prestrašeni, da bi si ga upali nahraniti. Tedaj je sikovanje in glasno rjove. Rep je ovil okoli največjih dreves v parku. Potem je vlekel in vlekel, dokler jih ni izrul. V 7 letih je veliko srčnih vitezov poskušalo premagati strašnega črva, vendar zaman bil je premočan zanje. Opletal je z repom, jih ovijal in stiskal, dokler niso drug za drugim odnehali. Stari lord je bil presrečen, ko se je sin naposled vrnil domov. Mladenič pa je bil še bolj prestrašen kot prej. Starec mu je svetoval. Pojdi in se pomeni z modro starko iz Brugeforda. Svetovala ti bo, kako naj ubiješ črva. Samo ti lahko ubiješ črva, mu je rekla starka. Prej pa moraš stopiti k kovaču, da ti naredi železen oklep. Kovač je skoval razbeljeno železo v ostre in sijoče bodice. Nato jih je drugo za drugo pritrdil na oklep mladega Lambdona. Mladenič si je nadel oklep in si opasal meč. Vso noč je molil za moč, da bi mogel ubiti črva. Ko se je zdanilo, je bil pripravljen za boj. Ko je črv opazil mladega Lambdona, se je ovil okoli njega in ga stisnil, kolikor so mu dale moči. Toda, ojoj, bodice so bile neznansko ostre. Vsakokrat, ko ga je stisnil, so se bodice zadrle globje in globje van. Naposled je zatulil od bolečine in odmotal svoje sluzavo telo. Zdaj se je mlademu Lambdonu ponudila ugodna priložnost. Dvignil je meč visoko nad glavo, silovito zamahnil in presekal črva na dvoje. Pošast je bila končno mrtva, reka je odplavila njeno glavo in njeno telo in nikoli več jo niso videli. Tak je bil torej konec Lambdonskega.